Dobar dan, lep pozdrav vsem. Imam prijetno dolžnost, da začnem s predstavitvijo izredno zanimive in potrebne knjige Vsak dan znova. Avtorice dr. Ane-Marija Kejžar in dr. Nike Jenko. Seveda z celo vrsto sodelavcev in drugih, ki so sodelovali pri nastajanju te knjige, katera se mi zdi, da bi morala biti prisotna v vsaki slovenski družini, nekaterim v vedenje, nekaterim v preventivo, nekaterim v seznanjanje, nekateri v zdravljenje in podobno. In ta knjiga, ki je pač te dni šla v založbi Didakta, nosi izredno pomembno sporočilo, morda v tem smislu, kot pravi dr. Zvezdan Pirtovšek, da je ne samo COVID-19 nekako vlada svetu trenutno, ampak tudi demenca, ki tako nekako že spada v pandemijo našega časa. Knjiga je izredno bogata in pokriva vsa področja demence. Prav tako je navodilo tudi mladim, kako naj se obnašajo, kako naj spremljajo svoje starejše sorodnike, prijatelje, znance. Tako da nudi ogromno kvalitetnega strokovnega branja vsakomur. Predlagam, da več o knjigi govorijo avtorice same in pa seveda na koncu, če vas bo kaj zanimalo, odgovarjam na vaša vprašanja. Hvala lepa. Prosim, izvolite. Hvala lepa, gospod Rodi. Z veseljem predstavljamo danes knjigo, ki je išla v tednu, ki je posvečen osveščanju o Alzheimerjevi bolezni in tudi o drugih oblikah demence. Knjiga je rezultat projekta Po kreativni poti do znanja, ki smo ga vodili na Fakulteti za socialno delo in sodelovali tudi na Pedagoški fakulteti. Točneje, jaz sem dr. Ane-Marija Kejžar, asistentka na Fakulteti za socialno delo na katedri za dolgotrajno oskrbo, kjer tudi proučujem področje dolgotrajne oskrbe. Dr. Nika Jenko, ki prihaja iz Pedagoške fakultete, ki je bila pa mentorica prav tako pri projektu, pa se ukvarja z področjem, kako bi rekli, specialne pedagogike. Ampak tukaj smo iskali področje osveščanja in sprejemanja drugačnosti in tudi učenja za danes, učenja za jutri, s tem pa tudi že naslavljamo mlade. In to je tisto, kar je pa pogosto spregledano. Naslov projekta je bil Demenca med generacijami, glede na to, da smo si oddaljeni 1,5 metra, smo si dovolili sneti maske. Naslov projekta je Demenca med generacijami, s čimer smo želeli že v samem projektu opozoriti na to, da so otroci pogosto spregledani v procesu življenja z demenco, življenja človeka z človekom z demenco. Glede na to, da večina ljudi z demenco živi v domačem okolju, je to zelo pomembno. Ampak kako se lotiti tega, da bi lahko tudi otroke bolj vključili v sobivanje z ljudmi z demenco, v sprejemanje in konec konca tisto, kar je zelo pomembno, kako živeti že danes, da boš jim ohranjal čim bolj zdrave možgane oziroma čim bolj zmanjšal tveganje za starost, kajti način življenja v mladosti tudi na nek način pogojuje zmogljivosti možganov in pa lahko povečuje tveganje za nastanek demence. Zato smo v knjigi, ki smo jo pisali pol leta, sestavili naslednja poglavja, in sicer možgani in spomin, v katerem predstavljamo vlogo, funkcije možganov, ker je demenca bolezen možganov, zato da lahko razložimo na čim bolj prijazen način bralcu. Tokrat smo tangirali bralce, ki so lahko morda že v zadnji triadi v osnovne šole, srednja šola, pa tudi svojci in tudi strokovni delavci. V drugem poglavju predstavljamo različne vrste demence. Poznamo Alzheimerjevo obliko demence, ampak obstaja že toliko drugačnih vrst demence. Še premalokrat poudarjeno dejstvo je, da lahko zbolijo za demenco tudi mlajši. V kolektivu, kjer sem delala, sta 2 od 100 zboleli za demenco in obe mlajši od 50 let. In
Pri obeh je bilo značilno tudi to, da je bila demenca zelo pozno prepoznana. Najprej se je sukalo 1 leto, 2 predvsem o kronični izčrpanosti, o utrujenosti, sam razlog pa je nekje ostajal dolgo časa skrit. Torej, obstajajo različne vrste demence in zato tudi različni znaki. Zanašati se na to, da ponavljanje enih in istih stavkov, iskanje ključev ali pa krajevna dezorientiranost, se pravi, da se človek ne znajde več v prostoru, niso samo ti znaki, da bi se lahko zanesli, da pa vemo, zdaj pa pojmo do zdravnika in povemo, da je sum na demenco. Tretje poglavje naslavlja, kako živeti s človekom z demenco. Podaja vrsto koristnih nasvetov, čisto vsakdanje narave, o higieni, o varnosti, o aktivnostih, o tem, kako omogočati še vedno sprehode, hojo, aktivnosti, da ne zapiramo ljudi, zato ker je to bolj varno, zato ker nas potem drugi ne bodo obsojali, če bo pa kdo zataval. To je najpogostejši strah in najbolj enostavno je potem samo zaklenati vrata in oditi. Ampak moramo znati najti tudi druge načine. V tem tretjem poglavju predstavljamo tudi sodobne strokovne smernice s področjem socialnega dela, sicer jih zelo, kaj ne rečem, predstavimo okvirno in sicer eno je osebni načrt. Način, da bi človek z demenco dokler časa še lahko tudi povedal, kako si želi živeti, kje si želi živeti, kaj si želi delati, kaj rad je, kaj rad posluša. Zato, da lahko tudi kasneje, ko mu bodo besede začele izginjati, se mu približamo, da še vedno živi tisto življenje, kot si ga je želel in da ga mi ne potisnemo v neko vlogo, sedeti na fotelju in čakati od jutra do večera, da dan mine. Eno je osebni načrt, potem recimo tudi oblika zagovornika, kdo bi to lahko bil, in pa vrsta tudi nasvetov o tem, kako prilagoditi prostore. Seveda se dotaknemo tudi teme, a mora iti nekdo, ki zboli za demenco, tudi v dom, kdaj nastopi tisti čas. In tudi osebne dileme svojcev ob tem. Mnogi se počutijo, da so popustili na celi črti, občutek krivde imajo, zato ker se začnejo zanimati za dom, zato ker se njihov oče ali pa mama, ker ga preselijo v dom, ker sami ne zmorejo več. In če se povrnem na začetek tretjega poglavja, v osebnem načrtu ravno te stvari tudi lahko že lepo razgradimo. Predstavljamo eno tako zelo novo obliko delovanja, sodelovanja znotraj družine in sicer, da bi lahko družina se vsak dan usedla oziroma vsak teden usedla. Malo sem se zmedla, hvala za obisk, gospa Štefka, gospa Štefanja Lukic-Lovec, gospa Žitner, ja, lepo. Lepo. Sem zelo vesela in počaščena. Torej, oblika, da bi se enkrat na teden dobila cela družina, da ne bi cela oblika podpore in oskrbe padla samo na enega znotraj družine, ampak da bi bile vloge razdeljene. Načini, da se to išče in ohranjanje socialne mreže, vse to so načini, ki pomagajo, da lahko človek dalj časa živi v domačem okolju. Morda tudi, da pač živi, dokler ne umre v domačem okolju. Kapacitet je tako premalo in ni nujno, da je želja vsakemu človeku ali po družini, da bi se preselil v dom za starejše občane. In v četrtem poglavju, s katerim bi se lahko tudi vrnili na začetek, pa govorimo o preventivi. Namenoma smo se želeli izogniti vsem pastem, ki so trenutno na trgu, ki prisegajo na eno zelišče, na eno olje, na en prehranski dodatek, zato ker tega ni. Če želimo ohraniti zdrave možgane ali pa zmanjšati dejavnike tveganja, je treba tako tudi živeti. In zato govorimo o stvarih, ki držijo. Ki držijo ne samo po izkušnjah ljudi, tudi po znanstvenih raziskavah. In če se spomnite na začetku, sem rekla, da bi tudi otroci morali vedeti, kako živeti, zato da si lahko ohranijo svoje zdravje. Je to poglavje, ki bi ga morali tudi sami prebrati, o katerem bi mogli govoriti. Zdaj, kako smo se pa tukaj našli fakulteta za socialno delo in pedagoška fakulteta? Kako širiti to znanje na zanimiv in na razumljiv način mladim? Kako jih potegniti v proces sobivanja z ljudmi z demenco?
Bi podala besedo dr. Niki Jenko. Hvala. Torej, moje ime je Nika Jenko, skupaj z našimi 4 študentkami, ki prihajam z pedagoške fakultete. Ob tej priliki bi se zahvalila za povabilo, da smo lahko stopili skupaj, ki zagotovo izhaja prav iz tega razumevanja potrebe po celostnem pristopu obravnave, tako tistega, ki zboli, kot njegove celotne družine. Zdaj, mi na pedagoški fakulteti se veliko ukvarjamo z inkluzijo, z vključujočo družbo in kje, če ne, začeti kot ne pri otrocih, ki so naša prihodnost. Zdi se mi, da pri demenciji res je tista naša prva asociacija starejša oseba, starostnik. Ker pa smo poskušali tudi v tem priročniku, kar se mi zdi, da je njegova posebnost, mogoče, če ga nekako usporejam, mogoče tudi drugo literaturo, ker naslavlja tudi to specifiko, se pravi otroke, in to iz več razlogov. Eden je ta, ki smo ga že danes slišali, torej poslušamo o stigmatizaciji, sploh v teh dneh, ko se obeležuje in poskuša bolj intenzivno osveščati o tej bolezni. Se pravi, vemo, da je ena izmed poti preseganja stigmatizacije te, pa tudi drugih bolezni, prav znanje. In znanje je tisto, ki se najbolj širi in imamo možnost, da ga prenesemo naprej, je tudi v šolah, pa v družinah. Se pravi, če bodo otroci imeli vedenje, če bodo razumeli, kaj se dogaja, bo seveda tudi, bom rekla, z leti bodo bolj pripravljeni, ko se bodo mogoče tudi bolj odblizu srečevali s tem. Druga stvar je ta, ki jo je tudi Ana Marija že omenila, je torej seveda to preventivno delovanje, se pravi, da poskušamo z osveščanjem delovati na mladih ljudeh, da bodo tudi preventivno delovali, zdravo živeli. In tretji, ki se mi zdi pa razlog, ki ga pa včasih mogoče, ali pa najpogosteje tudi spregledamo, je pa, da v družinah ljudi z demenco živijo tudi otroci, vnuki, pravnuki. Zdaj, kaj vse se zgodi, ko nekdo pač zboli za to osebo in koliko imajo oni stika s to osebo, je tudi eno tako zanimivo vprašanje. Najbrž so izkušnje zelo različne. In tudi otroci, tako kot odrasli, se na samo bolezen, na spremenjene okoliščine zelo različno odzivajo. Tukaj je dejavnikov veliko. Mi smo poskušali nekako tudi v priročniku osvetliti nekatere. Na eni strani seveda so tisti, ki izhajajo iz otroka, torej notranji dejavniki, koliko je star, koliko je zrel in tako naprej. Na drugi strani so pa seveda za nas, v tem trenutku, še bolj zanimivi ti zunanji dejavniki, se pravi, kako se odzvati kot recimo starši, kaj narediti, ohranjati stike mogoče z obolelo osebo, ga pripeljati zraven, ali ga odstraniti stran. To so take dileme, ki se potem z napredovanjem bolezni pojavljajo med starši. Kaj narediti, kako mu razložiti, kaj se zgodi. Namreč demenca spada med take bolj občutljive teme in včasih je lahko zadrega, kako bom zdaj pojasnil, ali pa se lahko pojavi taka neprijetna situacija v družini, ali pa ko pridejo na obisk, lahko v institucijo. Zdaj, kaj narediti, in včasih je mogoče to svetovanje staršem, sorodnikom, ki imajo otroke, je že toliko drugih stvari, za katere je treba poskrbeti, da to malce je lahko ob strani, tako da mi smo želeli v tem priročniku tudi nekaj teh tem nasloviti, tako da damo nekaj iztočnic, seveda tukaj ni recepta, točno tako moraš narediti, ampak v bistvu smo šli bolj na to, da damo neke iztočnice, ki jih pa potem lahko starši, svojci, strokovni delavci, pa tudi seveda učitelji v šolah lahko potem prilagodijo glede na situacijo, ki jo imajo v razredih, kjer se seveda lahko ob različnih priložnostih o tem pogovarjajo. Seveda ne na silo, daleč od tega, priložnosti, ko se lahko o tej temi spregovori, je veliko. Bodisi ob takih dnevih, kot so tile, ko se dogajajo recimo določene prireditve, pa seveda ob tem, če ima učitelj seveda eno tako zavest, če je opremljen z nekimi znanji, je tudi verjetnost, da se bo lotil takih tem v razredu večja, bodisi pri kakšnem predmetu, kurikulum dopušča dovolj odprtih možnosti, da se o teh zadevah pogovarjamo,
pri različnih predmetih. Lahko seveda učitelji dobro poznajo svoje učence, celo vedo, da je kdo v kakšni taki situaciji, da ima doma nekoga z demenco, pa izhaja mogoče tudi iz potreb njegovih konkretnih učencev, oziroma ob sodelovanju z lokalnimi inštitucijami. Ne? In tukaj verjamem, da lahko tudi s temi istočnicami, ki so tukaj noter, se počuti malo bolj suverenga, no? Da se o teh zadevah bolj odkrito in odprto pogovori. Ne? Hvala. Knjiga je nastajala v času, ko smo bili vsi kar naenkrat soočeni z izolacijo. Običajno pri demenci govorimo o izolaciji ljudi, o tem, da ostanejo kar naenkrat za 4 stenami, ampak se je to kar naenkrat zgodilo celi naši družbi. Tako da je ena zanimiva značilnost, da se nismo srečali s študentkami vse do konca samega projekta, ampak smo vse delali virtualno. Velika dodatna vrednost v knjigi, dodana vrednost v knjigi so tudi izjave otrok, pravnukov, vnukov, potem hčerk, sinov, partnerjev, prostovoljk in pa oskrbovalk in ljudi z demenco, ki smo jih vnašali v samo knjigo, zato da bo bralec lahko začutil želje, še vedno so želje, še vedno so stvari, ki jih rad počne, in zato, da začutimo človeka z demenco, da ne pademo v neko brezosebnost, v univerzalno predpisovanje, kako živeti, ampak da se znamo približati vsakmu posebej. Začutiti demenco, ampak na pozitiven način. Naslovnica, kot je oblikovala študentka Iza Krampelj, nagovarja s sončkom tudi eno upanje, tudi če demenca je še vedno upanje na lepo življenje. In mi kot družba moramo to tudi omogočati. Zmoremo, ampak moramo tudi v sebi imeti to željo, da hočemo. Lepo življenje v domačem okolju, odprtost, aktivnosti in še vedno se lahko, če se mnogo naučiš in vsak dan znova, pomeni, da vsak dan znova lahko iste zgodbe slišimo, ista vprašanja poslušamo, ponavljamo enake postopke, zelo podobno obliko oskrbe iz dneva v dan, ampak vsak dan šteje. In o tem govorijo tudi izjave. Vesela sem, da se je odzvala tudi aktivistka za pravice ljudi z demenco, za življenje ljudi z demenco, Helga Rora, ki živi v Švici. In je od trenutka, ko je zbolela za demenco, kar naenkrat sama postala, vsaj tako je meni opisovala, zelo na obrobju družbe, kar naenkrat njeno mnenje ni več štelo, pa če tudi se je razpravljalo o ljudeh z demenco. In njeno načelo ne odločajte o nas brez nas je še kako pomembno. Vse prepogosto se postavimo v kožo odločevalcev, tistih ljudi, ki so v aktivni družbi, ki lahko odločajo, ki bolje vedo, kaj je dobro pa za obolele, kar ni prav. Pridružile so se nam tudi 3 študentke, v projektu je sodelovalo 8 študentk, 4 iz fakultete za socialno delo in 4 iz pedagoške fakultete. Pa bi vas mogoče vprašala, če vas lahko kar tako pozovem, kakšna je bila pa vaša izkušnja pisanja? Kaj bi izpostavili, da ste se naučile? Treba zelo veliko neke literature predelati, zelo veliko virov pregledati, da pol iz tega nastane neka zelo majhna količina napisanega teksta. Da je treba zelo izluščati, primerjati vire, uporabljati tuje vire, zelo veliko dela je bilo vloženega. To je ena značilnost naše knjige, da smo uporabili najnovejša strokovna znanstvena izhodišča, ampak jih pisali na razumljiv način. Tako da res smo se tega lotili na akademski način, ampak za ljudi. Mateja, Lana? Ja, da je tudi odziv to poljubno pisanje, ker smo ponavadi iz fakultete vajeni nekega strokovnega pisanja, potem je pa treba nekako prilagoditi na tak način, da je tudi drugim razumljivo, da je nek poučen, priljuden način, da pritegne. Da je bila to tudi zanimiva izkušnja. Mateja, bi še vi kaj dodali?
Ja, meni se je pa zdaj predvsem to pomembno, no, da smo ubesedili to znanstveno literaturo za neko splošno, za laike, zato ker če sem se tudi na praksi srečevala z ljudmi, ki so se srečevali z demenco v svojem življenju, ampak še vedno niso imeli osnovnih pojmov, kaj sploh demenca je, niso imeli znanja o tem, tako da se mi zdi zelo pomembno, no, to, da smo pač približali vse to znanje širši javnosti. Fino. In naj se vam ob tej priliki zahvalim za vaše delo, da ste sledili navodilom, včasih smo tudi kaj spremenili, malo drugače zapeljali, ampak to je vse bil en ustvarjalni proces. Predvsem bi se pa zahvalila tudi založbi Didakta, da smo toliko hitro našli en skupen jezik in tudi zaupanje in zanimanje strani Didakte, da nastane tak priročnik. Na ta način mislim, da ste tudi v Didakti odprli eno vejo knjig in izobraževanja za starejše in za sobivanje, za medgeneracijsko sobivanje. In sicer ni z nami Martina, glavnega urednika, ampak tudi njemu iskrena zahvala za vse poletno delo. Gospa Romana prihaja iz Tržiča, je učiteljica, ampak ni samo učiteljica. Verjetno bi bilo prvo reči mama, ne? Ja. Je mama in hčerka. Je zelo zanimiva sogovornica pri današnjem trenutku, ker po eni strani govorimo o sobivanju s človekom z demenco, kjer ima osebne izkušnje, govorimo o osveščanju in o poznavanju bolezni, kjer ima pa tudi sama že strokovna izhodišča, zato ker je diplomirala iz zdravstvene nege. In po tretji strani govorimo o tem, da bi morali tudi demenco znati približati otrokom, narediti to področje manj detapoizirano, da se otroci pogovarjajo, ker kadar smo imeli otroke, učence v domovih za starejše občane, oni niso imeli predsodkov, oni so odprto pristopili, se pogovarjali, se hecali, tako da mogoče mi sami ustvarjamo nekje en ta razkorak, potem medgeneracijski. In tudi te projekte smo skupaj zelo lepo speljali, zato Romana najprej hvala lepa, da ste se odzvali povabilu. Hvala, pozdravljeni. Kako ste se pa vi srečali z demenco? Ja, z demenco smo se srečali doma. Moram reči, da se veste, v času študija smo govorili o demenci. Jaz sem študirala v demenci še v času, ko je bila Alzheimerjeva bolezen pač nekaj posebenega, šele kasneje je bilo spoznano, da je to ena oblika te demence. Sicer pa najbolj kruto nas je zadela demenca, zato ker je za njo zbolel oče. Moram vam povedati, da demenca se pretaji, zelo na tiho pride. In čim prej se soočaš z njo, čim prej jo sprejmeš, več lahko narediš, bolj počasno napreduje. Jaz moram reči, da je moj oče pravzaprav kazal, zdaj, ko to vem, znake demence že mogoče 10 let nazaj, ampak mi smo pač mislili, se veste, kako je to. Najprej reče, to je skleroza, to je pozabljivost, vse zgodbe so bile, ta je muhast. Pa lahko rečemo, da je mogoče vse skupaj to bilo, samo mislim, da sem vsaj jaz zelo zgodaj začela malo to sešteti 1+1, pa tako sem rekla, nič treba bo pregledati. Zakaj se oče recimo občasno ne znajde v prostoru, a ne? Zakaj izgublja voljo do dela? Naš oče je bil ljubitelj dela z lesom. Resnično, on je bil deloholik, kar naenkrat se je pojavilo, da ni bilo več do tega, da on išče korenine v gozdu. Zanimivo je bilo to, da ni dokončal stvari. A ne? Take stvari so bile. In ko sem jaz to omenila zdravnici, je rekla, ja, dajmo pregledati, no. Tako da je on kar kmalu dobil diagnozo demenca. In moram reči, da se še danes spomnim pregleda pri psihiatru. Moj oče je tudi bil in je še zdaj zanimivo, grozen odprt. A veste, on v tistem času ni imel nobene težave iti k psihiatru. S tem, da vam povem odkrito, da je bil upokojen policaj. On je eden redkih še živih, ki je delal na starem prelazu Ljubelj, a ne? Ampak jaz vam povem, on je takoj pristal in je šel tudi v Begunje na pregled. In jaz se še danes tako živo spomnim, ko je mama prišla, ga je pripeljala s pregleda, je rekla pa, a veš, kaj je rekel, da je vse prav rešil.
A ne. Takrat so vsi rekli, kaj kompliciramo in tako naprej, ampak v glavnem moram odkrito povedati, da je zelo velik korak je demenca naredila v času, ko je bil operiran na srcu. To je treba omeniti, jaz iz tega mojega znanja, ker ga še imam z področja medicine, mislim, da te anestezije, ti postopki slabšajo napredovanje demence. Potem je šlo pa zelo hitro. Moj oče je bil 5 let doma, probali smo skrbeti zanj. Seveda, redko kdaj, to je treba povedati, je demenca nastopa sama. A veste, kombinira se še s kakšno dodatno boleznijo. In pri demenci, tukaj smo zato, da odkrito govorimo, se zelo pogosto pojavijo najprej tiste najbolj življenjske težave, ki so svojcem velik problem. Recimo zaznavanje, kdaj je človek lačen, recimo kdaj mora na stranišče. Naš oče je ponoč imel precej moraste sanje in recimo ni našel WC-ja. Bil je pa še precej mobilen. A ne? Skratka, take čiste življenjske stvari, ki lahko svojcem pomenijo težavo. 5 let, še nekaj več, smo skrbeli doma zanj. Zdaj moram reči, meni je žal, jaz vem, da je trend, da ostanejo kdorkoli ima kakršnekoli težave čim dlje doma. Jaz se tega zavedam. Sam žal, življenje je tako, da smo tam mladi v službi skoraj po 12-13 ur na dan, tudi učiteljice, a ne, zelo veliko delamo, vnukom seveda tudi. Mama se pa je postarala, tudi sama ni več zdrava. Poglejte, v tem času, kar sva sodelovala z gospo Marijo, vam moram povedati, da je mama pristala na vozičku in tukaj vam moram povedati, da je za svojce, če smem, res strateško pomembno, da ima plan. Zame, recimo za nas, pa so rekli, da sem jaz taka malo poučiteljsko preveč usmerjena v to, da hočem vse planirati pa malo pošlihtati. Ampak dejansko je bilo tako, ko smo mi dobili to diagnozo, so se pojavile težave, ker očetu mama ni mogla zagotoviti več varnosti. On je v kuhinji tako padel, da je zlomil rebra. Imel je eno obdobje, ko je bil zelo nemiren. A ne? In to obdobje je bilo zelo težavno za skrbeti za očeta, ker on je kar hodil, on je hotel vse sam narediti, a ne? Vztrajnosti mu je sicer manjkalo in v tej fazi je bil zelo nevaren. Takrat, moram reči, sva z bratom, tudi to povedati moram, da z bratom odlično sodelujeva, da samo dva sva, se morava midva sama znati. V glavnem, da sva se dogovorila, da morava toliko na mamo pritisniti dobesedno tako, da ga je vpisala v dom. Bilo je težko, ampak smo ga in potem je kar nekaj časa bil oče vpisan v dom, pač bil je še doma. Odločili smo se potem za še naslednjo varianto, a sem predolga? Ne, sploh ne. Odločili smo se še potem za to varianto, da smo ga dali v dom 3-krat na teden. Mi smo še danes očetu rečemo, da je mu Cicibanove urice. Hodil, mi smo ga vodili na Cicibanove urice in je bil pač tam, spoznaval ljudi na oddelku za demenco. Potem pa je prišlo do vse pravega trenutka, ko so nam v domu rekli, da je prosto mesto. Jaz sem videla, da se mami tudi zdravje zelo slabša in pol leta so nam tudi v domu dali, da premislimo. Opazovali smo bolj načrtno, kaj se dogaja in v tem pol leta je mama potem rekla, joj, ne gre drugače. Očeta smo morali dati septembra 17 v dom, še danes je to zame grozno. Ampak tako je bilo. Ampak v filmu, ki smo ga posneli, si zelo lepo povedala, da živi za obiske in si prihajala vsak dan. Ja, zdaj pa ne morem. Ja, to so razmerno. Se opravičujem, ampak to je res, a veste, naš oče je bil rad doma. Naš oče še vse prepozna. A ne? Naš oče
ne vemo, a veste, mi nikoli ne vemo, kakšna je njegova časovna orientiranost. Tako da jaz sem že zelo zgodaj dojela, da mu nikoli, vedno sem se poslovila na vsakem obisku od njega. Sem rekla, ata, zdaj pa jaz grem, tole sva zrihtala, potem pa pridem. Nisem mu dajala nekih časovnih okvirov, ker so mi povedali, da je takrat, ko je bolezen bila še manj v akciji, sem rekla, je on včasih rekel, ja, kdaj pa pride, da me je čakal. Zdaj moram reči, ta časovna orientiranost povsem zbledela. Tako da zdaj, a ne, tiste 2 obiska na teden, ker imamo dovoljena, jaz upam, da se ne zaveda teh dni vmes, a ne. Ampak se pravim, v danih razmerah mu poskušamo omogočiti čim bolj znosno, lepo življenje v domu. Moram reči, da tudi se iskreno zahvaljujem vsem srčnim negovalkam in v Tržiču jih ni malo. Pa zdravstvenemu osebju, kar res skrbijo ne samo za mojega očeta, praktično za vse stanovalce na demenci. Resnično vidim, da je nekaterim mar. Ker tukaj gre za čiste življenjske stvari. Tako da, zdaj je situacija taka, kot je, oče je v domu, poskušamo mu pomagati oziroma ga čim bolj vključevati še v življenje, kar v danih razmerah možno. Hvala. Gospa Štefanija, sicer nismo nič dogovorjeni, ampak ker ste tukaj, hvala lepa. Hvala za uvodno besedo. Ja, pozdravljeni, lep pozdrav vsem. Zdaj je svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni in smo zelo obremenjeni, ker dela je veliko. Ta COVID nas je še potisnil v več dela, ker so bile stiske in problemi po družinah še večje. No, ker gospa pripoveduje zgodbo, se človek nehote spomni lastnih, vsaka je malo drugačna. Te odločitve v dom, kdaj v dom, so res zelo težke. No, pri nas je bila situacija taka, da je trajalo, preden je mož dobil diagnozo, ker je bil pač mlajši, 5 let. Ampak to nimaš komu kaj očitati, tako je bilo leta 2000, ko se delnica ni prepoznavala, bil je še mlajši in so naredili vse mogoče preglede in analize, kar je bilo potrebno in se ni nič pokazalo. To kaže na to, kako težko se diagnoza postavi. Zdaj so tukaj tudi napredki. Novega zdravila nekako še ni, čeprav kažejo zadnje raziskave, da ga bomo morda dobili kmalu, ampak diagnostika je boljša. No, tudi glede domov jaz vedno pohvalim, čeprav se veliko kritizira po časopisih televizije, jaz moram reči, da je v domovih bil narejen velik napredek v večini slovenskih domov, da skrbijo za te ljudi, da je več oddelkov in varovanih in tudi več oddelkov takih odprtih, kot so v Tržiču naredili, da so šli iz zaprtega oddelka v odprti. No, in da ti ljudje, seveda večina jih sploh živi doma, ampak enkrat pride trenutek, ko doma več ne zdržiš, zato ne imeti slabega občutka, ker je v mnogih domovih za njih res maksimalno poskrbljeno. No, ker pa smo mi vsi povezani svetovno, vam sporočam pozdrave od Helge Rora. Ker jaz sem mi takoj poslala fotografijo iz tega predstavitve nove knjige. Helga Rora je namreč bila tudi na naših konferencah v Ljubljani. Ona je ena od redkih oseb z demenco, ima pa levi body demenco. Demenc je več vrst, so različne in tudi potem napredovanje je različno. No, tako da Helga Rora je bila prva predsednica Evropske skupine bolnikov z demenco, kjer imamo mi, Slovenija, tudi vedno svojega predstavnika, ki je na prvi strani naše spominčice. Namreč, kaj vam hočem povedati, osebe z demenco, ki jih v vseh državah iščejo in jih je zelo težko dobiti take, ki so še sposobne kaj povedati, iti do Brusla in kaj, skratka, njihov moto pa je itak vse o nas,
nič več o nas brez nas. In Helga je bila tukaj največji ambasador, ker je imela to srečo, da je imela take vrste demenco, da še vedno zelo dobro govori. In je lahko v imenu vseh ostalih bolnikov povedala, kako se oni počutijo, ker mi si predstavljamo, ali se trudimo predstavljati, kako je njihovo življenje, kakšne so njihovi problemi čustvovanja. Je pa čist drugače, če oni povejo. No? Tako da Helga Rora je to znala vedno povedati direktno na glas strokovnjakom, politikom, odločevalcem, kako se oni počutijo in kaj bi oni radi, da mi naredimo za njih. Skratka, kot je en drug iz skupine rekel, jaz ne pričakujem, ali da mi kdo pomaga razrezati zrezek, ker misli, da ne znam več tega sam, ker pogosto več ne znam, je rekel. Ampak jaz pričakujem človeški stik, toplino, da z mano govorijo kot s človekom in da ohranijo njihovo dostojanstvo. No, skratka, ti ljudje do konca čutijo, čeprav dostkrat mnogi še vedno mislijo, da ne čutijo. In tudi, ko ne morejo nič govoriti, nič povedati, še vedno te v resnici prepozna, čeprav ne ve tvojega imena ali imena otroka ali vnuka ali sina ali hčerke, v resnici te pa čuti. No, tako da to vedno poudarjamo, da je treba biti zelo pozoren, prijazen do njih, ker oni so še vedno tukaj, čeprav so zaprti v svoj svet in to, ne v svoj svet, v svoje telo in to ne prostovoljno. No, tako da to je res ena huda, težka bolezen. No, in ker je število teh bolnikov vedno večje, vse te spominčice po Sloveniji in po celem svetu in vsi ostali strokovnjaki, sodelavci kot je Ana Marija, se trudimo, da naredimo tem ljudem in njihovim družinam življenje malo bolj prijazno in znosno. Tako da bolezen demenca je res ena bolezen, ki je res hudo breme, tako za tistega, ki zboli in za celo družino, pa tudi za celo družbo. Zato je vredno, da delamo na tem, da prepoznamo znake, da pridejo čim prej do zdravnika, da dobijo diagnozo. No in ta naš Tomaž, ki je na naslovnici, on lepo pove, ko so ga vprašali, ta njegova statement, kratka izjava je bila objavljena po celem svetu. Tudi v naši knjigi. No, evo tako, no pa tako reče, ko sem dobil diagnozo demenca, se je moje življenje spremenilo na bolje. Zato, ker zdaj vem tisto, česar več ne zmorem, enako on se v prostoru ni znašel več, drugo pa vse okej, vem, da tega ne morem zaradi bolezni. In tenisira, hodi na sprehode na Golovce s svojimi prijatelji. Lansko leto je bil v Južni Ameriki, skratka, skuša ohraniti čim več aktivnosti, družiti se s prijatelji. Če pa ne bi imel diagnoze, bi pa že imel življenje mnogo, mnogo slabše. In on tudi vedno pove primer, on je zakaj sklepal, da je morda ima tudi demenco, ker brat in sestra je nimata, ker se orientacijsko se ni znašel. Drugače pa čist popolnoma funkcioniral, kot da mu čist nič ni. Ker demenca je tudi problem, da se je ne vidi. Ne? Človek dolgo je čist tak, kot je bil prej. Pa oče je zbolel, zato je bil mogoče mečkam bolj pozoren. Ja, no, oče je imel demenco in živeli so skupaj in je zato bil pozoren. No? In tako je povedal, kako je oče hodil vsak dan na grad in en dan ni prišel z gradu dol, ker se je izgubil. In od tistega dne nikdar več ni šel ven iz stanovanja. No, tako da, če veš, da imaš diagnozo in si imaš pravilno podporo okrog sebe, lahko kar v redu živiš še mnogo let. In zato se splača iti po diagnozo. Pomembno je, da dobijo svojci čim več informacij, podpore in se potem lahko kar lepo še naprej živi. Mnoga leta. Ker demenca še na vrh vsega traja tudi 20 ali več let. O demenciji je veliko za govoriti, zato bom raje končala. Hvala. Hvala lepa. Knjigo pa preberite in sigurno bo dobra opora marsikateri družini slovenski. Ja, res je, tudi s tem namenom je napisana, da je družinam v pomoč, da ne iščejo na svetu na internetu, da niso sami v stiskah, da jih ni sram, ampak da lahko pogledajo, ker tukaj smo res pisali stvari, ki so v strokovnem, v človeškem in v znanstvenem smislu preverjene in prave. Tisto, kar je pravo, pa tako iščemo po meri človeka z demenco. In ker si omenila gospo Helgo Rora, mogoče še proti koncu njene besede, prosim vas,
nikoli ne pozabite. Če tudi moj postaja vse šibkejši, pa je moje srce še vedno zelo dovzetno. Naj bom s prijatelji, nekje v naravi, na kmetiji, nasmejana in z dobrosrčnimi ljudmi. Pravzaprav niso moje želje kot osebe, ki se jo je dotaknila demenca, nič kaj drugačno od vaših. Če tudi odhaja, besede odhajajo, pa še vedno čutijo in vsak smeh, vsako druženje šteje, vsak dan znova. Hvala. Če imate kakšno vprašanje za kakšno od mladih soavtoric, za dr. Niko Jenko, gospod Romano, gospod Štefanijo, med nami je tudi Anja Žitnik, prostovoljka, dolgoletna, ki se... Jaz lahko rečem, glede otrok, da je absolutno pravilno, da vključujemo otroke, da je tudi vedno več knjig in filmov. Ravno v soboto bo v kinoteki 3. oktobra film Nizozemski Vnukinja in babica. Tako da mi tudi že imamo dolgo časa načrt, da se povežemo z Ministrstvom za šolstvo, da bi predavanja imeli po šolah. Ker veliko otrok ima dedke in babice, ki imajo demenco in je prav, da vsi vejo, da je to bolezen, da ni otrokom nerodno in da se skratka tudi o tem govori od vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, da ne govori, da se da demenco v učbenike srednjih medicinskih šol in vseh ostalih naprej. Gimnazijskih programov. Ja. Morda zdaj, čeprav smo zaključili že z uradno predstavitvijo knjige, ampak prej je gospa Romana omenila, da pogreša eno osebo, kot je zagovornik za osebe z demenco. In gospa Štefanija sodeluje pri pripravi nove strategije za obvladovanje demence. Pa imate priliko, da... Danes smo ravno imeli sestanek, strategijo nadaljevanja, zdaj bomo intenzivno, začeli smo že, zdaj bomo nadaljevali, no z varuhom smo mi zelo tudi povezani. In tudi Glasgowska deklaracija o varovanju človekovih pravic oseb z demenco, ker se dogaja marsikaj. Se varuhu sem tudi jaz pisala. No, tako da lahko... Pa ne samo za primer demence, ampak recimo za vse, za v tem času, 27. aprila sem pisala predvsem v zvezi s problematiko obiskov v domovih. No, to je tudi bil, mi smo, ko je bilo prepovedano obiski v domovih, smo naredili prvi mali letak ali poster, ker so se k nam obračali ljudje, ki so se jokali, ker niso smeli obiskati mame ali očeta. To je res bilo šokantno. No, tako da smo pol vsem napisali razne priporočila na svete, kako te stvari vseeno sprejeti, ker je pač COVID nas je presenetil. No, narejene so pa bile študije v Angliji, v Svetovna zdravstvena in tudi mi smo dali en vprašalnik o počutju in teh problematiki, kaj so pogrešali, kaj bi želeli, da bi bilo drugače, da se je pokazalo, da je seveda bolezen pri teh in v domovih in doma napredovala, ker ni bilo socialnih stikov in na sveti zdaj so, ker vidim, da se jih domovi tudi držijo, da v okvirih možnosti le nekako dovolijo te obiske. V Gorici imajo stekleno steno, da se lahko prideš pa se pogovarjaš v sobi prek stene, steklene stene. Tako da so načini, kako recimo zelo tragično je bilo, ko so ljudje umirali, pa nisi mogel se iti posloviti. Tako da zdaj je nekako, delamo vsi na tem, da bi vseeno lahko vsaj minimalni obiski bili možni. Jaz sem vseeno vedno optimist, upajmo, da bo ta COVID tudi kmalu nas zapustil, čeprav trenutno ne kaže tako, ampak je to res zelo neprijetno in je zelo glede odnosov in socialnih stikov grozno. Tudi doma, tisti, ki živijo, so bile velike stiske in težave. Res je, za ljudi z demenco so bile stiske, ali so bili v domovih, ker niso mogli svojci na obisk, ali pa v domačem okolju, ker so bili pa prav tako zaprti med 4 stene, pa svojci niso upali priti. A smem samo še en komentar? No, jaz bi sam to rada rekla, res ni časa in tudi tukaj zdaj ni namen razlagati oziroma razpravljati o težavah
v domovih z obiski z demenco, oziroma zaradi COVID-a, ampak jaz bi rada poudarila predvsem nekaj, da se je treba zavedati, da pri teh ukrepih, predvsem prepovedi obiskov, so dementni pravzaprav čutili največje posledice. Jaz sam lahko povem, to so, a ne pa tisti, ki so nepokretni, to gre za čisto konkretne zadeve, recimo tisti, ki so bili vsaj malo pokretni, tisti, ki so bili na vozičkih, so prosili negovalce, pa so jih pripeljali na balkon, svojci so jih vsaj videli. Jaz od 6. marca nisem prestopila praga doma, prej sem bila, mislim, prag sem, ampak praga, ne vem, naprej notranjega, a ne, pa mi ni do tega, sej ni problem, razumem, saj sem medicinka, kaj je. Ampak dejansko so to ljudje, ki pač, ja, ki so zdaj postavljeni prav v to situacijo, ki vi pravite, da ne sme, da nekdo drug odloča o tem, kaj je zanje dobro. A ne? In kar zdaj srečam ljudi, pa niso dementni, njih veliko v Tržiškem domu, s katerimi lahko vsaj tako preko ograje rečem kakšno, a vi verjamete, kaj oni meni rečejo? Rajš umrem od COVID-a, kot pa da je takole, da sem sam, pa da ne moram tako biti. Jaz moram to povedati in se pravim, ni zdaj tukaj čas za to, samo dejstvo pa je in o tem sem tudi pisala in tudi o tem sem se povezala z vsemi, kako bi rekla, odločevalci in deležniki, vključno Srebrno nitjo, šla pred medije, samo zato, pa ne zato, da jaz ne rabim nobene slave, sem bila najbolj srečna, če mi tega ne bi bilo treba. Zato, da se pač tem ljudem najde rešitev in vem, da je bil narejen korak, da se dela na tem, da se ne bi več popolnoma zaprli. Je, domovi so se odzvali in tudi vsi ostali, da se vsem tukaj naredi izjeme in v določenih okoliščinah, ob upoštevanju vseh mask in vsega, da le omogočijo stike in obiske. Ja, Mislim, da je tukaj to, kar je nevarnost teh razmer, kakor jih moramo upoštevati, ne? Da se moramo izogniti temu, da ne bi čisto opustili vseeno to načelo individualizacije, ne? Da se nam ne zgodi to, ukrepi so seveda, jih je treba spoštovati, ampak individualizacija mora imeti tukaj prostor. No? Ja. No, sej, človeka in razmere vse, ne? Tako da ni zdaj potem enotno za vse, ampak upoštevajoč kontekst vsake situacije, ki, kot ste rekli, ne? Eni so pokretni, eni niso, eni ne morejo iti ven na balkon ali nekam. Ne? To so zelo različne situacije in morajo potem tukaj verjetno v ustanovi tudi malo. Tako. Ja, direktorji zdaj sem že tukaj pravijo, da je veliko prepuščeno njim. In tle moramo biti si čist na jasnem, da je velika razlika med domovi. In si dovolim reči, vse drži, normativi, kadrovske probleme, slaba plačila, vse razumemo. Ampak za naše ljudi, ki so ta trenutek v domovih, bodo take sistemske rešitve prepozne. In ta trenutek, vem, da so razmere po domovih zelo različne, to se pravi, v teh razmerah, pod temi pogoji, s temi plačili, se da delati tako in tako. Hvala. Da se delati. To je prvo sporočilo, obstajajo pa različni načini, ki jih, kakšni tudi novi, ki jih še nismo vajeni. Tako. Zdaj se vidi, da Šiška ima še vedno odprto in direktor je rekel, da bo imel odprto, dokler se bo moglo. Tako da se tudi prilagajajo. Morda smo bili spomladi tudi malo šokirani in se nismo zvrstili, ampak je zato treba govoriti na glas in opozarjati in narediti tisto, kar je možno. Ker ena gospa je klicala, rekla, kaj me briga vse skupaj, če COVID ali ne vem kaj, čez 3 mesece, ko bo dom odprt, mene moja mama več ne bo prepoznala. Meni to šteje, rekla. To je mene najbolj skrbelo, jaz še vedno. Jaz sem pred parimi dnevi govorila z eno mojo prijateljico, kolegico, ki od januarja pa zdajle pošla iz Anglije, svojo mamo videla. Šele, a ne,
in je od junija naprej v domu in je prav, ne moram, mene tako srce boli, da povrhu vsega je pa še ta oseba slepa, ne, mislim, prijateljica moja, da je pa to še to hujše, ker ona čuti, ne, ona čuti svojo mamo in jo pa boli, zelo boli, ne. Hkrati mi je pa povedala, da ker so dela v Angliji kot prostovoljka na enemu, pač za Alzheimera, ne, tedensko, in je pa razlika vseeno pri nas, tako da ni vse tako črno, kot mi nekateri mislimo, ne, da je v Angliji precej slabše. Tam nas sploh ni starejših tako, da bi prišli veliko ven in tako, še mislim. Je pa res zelo hudo, zelo hudo. Tudi drug kolega mi je prijatelj, ki živi v Bruslu, mamo so pa dali v dom. Mama je zdaj samo še rastlinca. Lani je bila z mano na srečanju vseh teh naših. Zato je prav, da tudi ob takih priložnostih opozorimo. Ja, ne, to je res. Ja. Ohranjanja ali pa novega vzpostavljanja drugačnih stikov, ker so načini. Ja, so neke takole, neke plastične, roke narejene, pa se objamejo in tako naprej. Pač malo več sledim temu, se tudi ta Marija verjetno ve. Tako da obstajajo različne variante, samo kako se pač vsak posameznik oziroma v domovih odzovejo na to. Vemo, da notranje Gorice grejo ful stvarmi naprej. So različni primeri dobre prakse, res je. So pa kakšni, ki se zaradi varnosti samo zapirajo. Zelo tako. Se vidi takoj, čim stopiš noter. Tudi marsikaj na zahodu imajo, da rečem, res slabše kot nas. Tako da mi moramo to, kar imamo, še nadgraditi, še vedno se da kaj narediti boljše. Najmanj, kar je ohraniti in pa razvijati naprej. Pa te ljudi, ki delajo z našimi najdražjimi, primerno plačati. Je to pomanjkanje kadra, ljudi, to sploh in premalo plačani, sploh da ne omenjamo. Ampak tisto, kar lahko. Je pa ljubezen, je pa... Pa tudi koncev delati z mladimi. Zato do nas, mogoče še enkrat na koncu, zakaj ne bi bilo tudi prostovoljsko delo v domu za starejše občane, enako kot izbirni predmet, spodbujati te vrednote, ki so včasih bile projekte, ki jih lahko ustvarjajo domovi, šole, vrtci, srednje šole, možnosti je res veliko. Zelo. Mnogo novih stvari, novih tehnologij, novih pristopov in odprtost in človeški pristop. Mnoge stvari ne stanejo veliko. Res je. Ni vse v denarju, veliko lahko tudi naredimo s preprostimi majhnimi koraki in za dobro voljo. Če en nasmeh spremeni osebi dan. Ja, zdaj nasmehe iščemo pod maskami. Ja, zelo trenutno, samo zrački lahko pokažemo, ta demenca, ta COVID nas je malo presenetil, ampak žal je vedno skozi zgodovino človeštva bila tudi take stvari, ki smo morda malo pozabili, da pride še to, še te nesreče. Ja. Hvala lepa vsem, jaz upam, da bo knjiga dosegla svoj namen in da bo razumljena, brana v družinah med strokovnimi delavci. Zato, da vsebine držijo, sva pa odgovorni za dr. Jenko. Hvala. Hvala vam. Ana Marija je naredila zelo veliko že na področju demencije in z njo sodelujemo in delali bomo naprej, zato da bomo olajšali življenje tako osebam z demenco kot svojcem. Tako je.